pričakujete, da bi danes secirali posamezne proračunske postavke. Gre zgolj za to, da želi danes na tej novinarski konferenci Nova Slovenija kvalitativno oceniti rebalans 2014 in proračun 2015. Torej, rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in proračun Republike Slovenije za 2015 sta glede na preveč predpostavk, usodnih predpostavk, zgolj spisek želja in spisek mnogih vprašanj in dvomov o pomembnih proračunskih postavkah, ki so načrtovane nerealno, z drugimi besedami na pamet, brez kakršnihkoli osnov. In v tem smislu lahko rečem, da v 22-letni zgodovini proračunov samostojne Republike Slovenije je prav ta proračun takšen, ki lahko že v naslednjem mesecu pade, da se bo torej v prvem mesecu uresničevanja lahko že pojavila potreba po rebalansu, novem rebalansu proračuna. Naj samo na dveh primerih to ilustriram. Za sanacijo bančnega sistema imamo rezerviranih v letu 2014 1,2 milijarde evrov. Kdo danes lahko reče, kakšna bo dejansko številka, ki bo potrebna za sanacijo slovenskega bančnega sistema? Govori se o 2 milijardah, govori se pa tudi o 5, pa tudi vse o 7 milijardah. In to so vprašanja, ki dejansko vzbujajo skrb in dejansko na drugi strani pa kažejo na neko dejansko na pamet načrtovanje državnega proračuna. Prav tako v zraku visijo davčni prihodki. Davki se nalagajo, praktično na vsaki seji državnega zbora sprejmemo oziroma koalicijska večina sprejme 2 ali pa celo več davčnih zakonov. Načrtovanja so sicer teoretična, ampak vprašanje je, kakšna bo realizacija teh načrtovanih davčnih prihodkov. Tu imamo mi veliko vprašanje. Nekaj bi želel tudi opozoriti, zakaj smo nezadovoljni s tem proračunom, oziroma z rebalansom 2014 in proračunom 2015. Poglejte, v programu stabilnosti, ki smo ga tudi mi v Novi Sloveniji nekako podprli, je bilo napovedano, da bo uravnoteženje javnih financ se realiziralo z ukrepi in sicer z 2/3 učinkov finančnih na odhodkovni strani, zgolj 1/3 pa na prihodkovni strani. Danes mi, pošteno povedano, ukrepov, ki bi zmanjšali odhodkovno stran, praktično ne vidimo. Ni preprosto reform, ki bi racionalizirale javni sektor, zmanjšale javno porabo. Tako da, če pogledam samo dohodninsko politiko, vinjetno politiko, ki sicer ni direktno predmet proračuna oziroma rebalansa, davčno politiko, potem lahko rečemo, da je vlada Alenke Bratušek družini neprijazna vlada. Družini neprijazna vlada. Prav tako tudi podeželju. Zakaj? Mi smo zelo kritični do drastičnega zmanjševanja sredstev za občine, posebej za investicije občin. Tukaj seveda mislim na 21. člen zakona o financiranju občin, vendar se ta zakon ne spreminja. Sredstva za investicije občin se zmanjšujejo oziroma se bodo zmanjševala v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015. Zgolj na 2% skupne primerne porabe. In če gremo pogledati tabelo, ki smo jo izračunali, potem vidimo, da je tu dejansko nek načrten poseg in načrtno uničevanje podeželja, podeželskih občin. Na drugi strani pa za investicije velike mestne občine, Ljubljana, Koper, Maribor, dobijo kar znatna sredstva, oziroma tam se sredstva za investicije toliko ne zmanjšujejo kot na podeželju. To je na nek način res ukinjanje občin, ampak malo drugače, kot je bil predlog ministra Viranta. In tu mi temu ostro nasprotujemo, ne nazadnje pa tudi že stroka povedala, da je potrebno glede reforme lokalne samouprave
si vzeti čas, dati možnost, da spregovori stroka in v kontekstu lokalne samouprave uvesti tudi drugi nivo lokalne samouprave, to je pokrajine. Mene je nekako zbodlo, kar se tiče ukrepov za gospodarsko rast, tudi odgovarjanje predsednike vlade, ko se mi v ponedeljek postavil poslansko vprašanje in je povedala, da bodo v kontekstu konsolidacije javnih financ ukrepi za oživljanje gospodarske rasti najmanj negativni. To pomeni, da bodo vsi negativni. In vlada, kolikor beremo, pripravlja nekje 338 ukrepov za oživljanje gospodarstva, torej po izjavi premijejke, morda se je zareklo, bomo to vzeli na znanje, če bo kako drugače razložila te ukrepe, ampak teh 338 ukrepov bo torej negativnih za razvoj gospodarstva. Mi pa pravimo, da je treba najprej okrepiti gospodarstvo in potem bomo lahko tudi dobra socialna država, potem tudi ne bomo govorili o problemu prazne pokojninske blagajne in tako naprej in tako naprej. Zdaj, kar zadeva privatizacijo, je kolega Matej že nekaj povedal. Jaz bi tukaj samo eno zadevo izpostavil. Mi smo razočarani, da proces privatizacije stoji oziroma da se prepočasi izvaja. Na drugi strani, pa če pogledamo poslovne rezultate slovenskih družb, kaj ugotovimo? Tiste slovenske družbe, torej registrirane v Sloveniji, ki so v tuji lasti, po poslovnih rezultatih močno prekašajo domača podjetja. In jaz mislim, in v Novi Sloveniji smo prepričani, da bodo enkrat vendarle tudi stranke v tej koaliciji, tukaj posebej mislim na socialne demokrate, da bodo tudi to znale prebrati. Jaz si seveda želim, da bi vsa podjetja bila v slovenski lasti, ampak mi smo preprosto preveč zaprta država in moramo pustiti v Slovenijo tuji kapital, tuje investitorje, s tem dobimo sveži kapital in seveda tudi znanje v korporativnem upravljanju podjetij, ki nam v Sloveniji močno manjka. Mi imamo namreč v Sloveniji razmere, kjer se ukvarjamo z mega javnim sektorjem, ki je v nekaterih segmentih celo dodatno slabo organiziran, zato tako dolgi, počasni, neučinkoviti administrativni procesi in na drugi strani imamo majhen realni sektor, ki pa potrebuje kisik. Gospodarstvo je reklo, da potrebuje kisik, torej je na intenzivni negi. Vendar ne vidimo strani vlade ukrepov, ki bi temu gospodarstvu pomagali. Glede, tudi François Hollande je spremenil svojo retoriko. V času volilne kampanje je nekako rekel ne varčevanju, danes pa pravi, da ima tudi Francija preveč požrešen javni sektor in da je potrebno javno porabo zmanjšati. Mislim, da načrtujejo zmanjšanje za približno 16 milijard na letni ravni, seveda za dimenzije njihovega proračuna. In zaključujem, nam se zdi napovedana zaupnica predsednice vlade vezana na glasovanje o rebalansu proračuna Republike Slovenije za 2014 in proračuna za 2015, neka začetniška, da ne rečem diletantska poteza predsednice vlade. V vseh demokracijah je jasno, da predsednik vlade, predsednica vlade mora oditi, če proračun oziroma rebalans ni sprejet. Gotovo je to neka PR poteza, najbrž povezana tudi z volilnim kongresom Pozitivne Slovenije, ki bo 19. oktobra, da si na ta način predsednica okrepi svojo pozicijo, najprej znotraj svoje stranke, potem pa tudi znotraj koalicije.